današnjem evangeliju lahko preberemo, da ljudje niso poslušali ne Jezusa, ne Janeza Krstnika. Janez Krstnik ni nič jedel, ni nič pil in so rekli demonoma. Jezus je jedel in pil in so rekli, ta je pa požrešnež pa pijanec. Kaj meni to pove je, da v resnici to ne govori čisto nič o tem, kdo je Jezus in čisto nič o tem, kdo je Janez Krstnik. Ampak govori samo o tem, kdo so ti ljudje in v kakem stanju so ti ljudje, ki to govorijo. Jaz ne vem za vas, ampak meni se velikokrat zgodi, da mi ful veliko začne pomeniti, kaj si ljudje mislijo o meni, pa si zelo želim ugajati. In se mi zdi, da noben ni čist imun na to, a ne? Kar je v resnici čisto normalno, ker vsak si želi, da bi ga drugi ljudje, še posebej tisti, ki so nam blizu, imeli radi, da bi jim bili všeč, da bi cenili pa videli to, kar delamo. In to je čisto okej. Problem pa nastane takrat, ko mi je to, kar drugi mislijo o meni, bolj pomembno kot to, kar Bog misli o meni. In jaz priznam, da kar velikokrat rada zajadram v to dinamiko. In takrat Jezus velikokrat v mojem življenju dopusti zavrnitve, razočaranja, nesporazume v odnosih. In to boli, nič kaj fajn ni, se vsi vemo, ne? Zato, da takrat to mojo ranjenost nesem k njemu. In ko jo nesem k njemu, se spomnim, da v resnici je pomembno samo to, kaj Bog misli o tem, kdo sem. In je pomembno samo to, kdo sem v njegovih očeh. In to edino osvobaja, ker v njegovih očeh sem vredna in ljubljena in dragocena. In tudi Jezus, ki je bil pravi človek, je zmogel prenesti številne zavrnitve, ponižanja, sramotenja, ker je vedel, kdo je v očetovih očeh. In šele takrat, ko se napolnim pri izviru žive vode, šele takrat, ko mi Jezus pove, kdo sem, ko me potrdi v moji identiteti pa vrednosti, šele takrat lahko grem jaz v odnose in zares ljubim, ker do takrat sem ljudi uporabljala, ker sem hotela izsrkati iz njih to potrditev, ki sem jo tako rabila. In šele takrat mi ni več treba sprejemati enih lažnih kompromisov, ki me niso vredni, ker sem se najedla prvovrstne hrane in rabim več brskati po smetišču ali pa se basati v McDonald'su. Lahko lepo počakam na gostijo, ki me je vredna. In vsem nam polagam na srce, da v adventu nesemo našo ranjenost k Jezusu, ker on, ki je pravi človek, dobro ve, kako se počutimo. In on je edini, ki je pripravljen to obrniti v dobro. In vprašajmo Jezusa, kdo sem pa jaz v tvojih očeh? Kaka se ti pa jaz zdim, Jezus? Ker on nam želi na to odgovoriti veliko bolj, kakor mi hrepenimo po odgovoru. In pustite se presenetiti.